spoštovani kolegi, spoštovani gospod dekan in spoštovana gospa prodekanja. Veseli smo, da ste se zbrali v tako velikanskem številu. Ravnali bomo kot ponavadi. Najprej nekaj uvodne opombe, nato bomo nadaljevali z redno snovjo. V okviru uvodnih opomb bi omili le lingvistični krožek, ki ta teden zaradi praznikov žal odpada. Zdaj pa bi kar začeli z rednim programom. Naj najprej povem, da je posebej za to priložnost Gaudeamus Igitur priredil akademski skladatelj Pavel Dolenc. Da počastimo našega dragega profesorja, akademika dr. Janeza Orešnika, ki je pred kratkim praznoval svojo okroglo obletnico, da se našemu dragemu profesorju zahvalimo za ustanovitev smeri splošnega jezikoslovja, da se mu zahvalimo za vse leta njegovega predstojništva, predvsem pa, da se mu zahvalimo za nekaj, kar občutimo vsako sredo in vsak petek na njegovih predavanjih, njegovo predanost študentom. To je tisto, po kar se bomo vedno znova vračali tudi v času, ko bomo že davno zapustili šolske klopi. Profesor je na svet privekal v prvi polovici decembra, kar pomeni, da je po horoskopu strelec. Pa poglejmo, ali ustreza karakteristikam, ki se pripisujejo temu astrološkemu znamenju. Strelci radi raziskujejo, saj je njihov neprestano odprt za nove dimenzije in razmišljanja. Gotovo. Le ozrimo se, na koliko različnih ustanovah je profesor izpopolnjeval svoje znanje. Univerza v Kopenhagnu, Zagrebu, v Reykjaviku in na univerzi na Harvardu. Ko v njegovem življenjepisu preberemo, da je aktivno sodeloval na številnih znanstvenih srečanjih v tujini in imel jezikoslovna predavanja na številnih univerzah, vemo, da je zgornji trditvi nedvomno zadoščeno. Strelci so radovedni. Se razume. O tem priča njegov impresiven življenjepis, v katerem izvemo, kako različna področja preučevanja ga je vodila njegova vedoželjnost. Do leta 1990 se je ukvarjal večinoma z germanskim primerjalnim jezikoslovjem in skandinavistiko. V tem okviru je preučeval predvsem islandščino. Od tega leta dalje pa se nahaja v bolj splošno jezikoslovnih vodah. To pa še ni vse. V 80-ih letih je svojo pozornost posvetil teoriji naravnosti, ki se je najprej gojila na področju glasoslovja. Sam pa jo je razširil na področje skladnje. Tako smo po njegovih zaslugah bogatejši za tako imenovano naravno skladnje. Strelci imajo pozitiven pogled na svet. Nedvomno. O tem priča dogodek izpred par mesecev, ko se je na šoli naravne skladnje pojavil primer, ki je skoraj da zamajal teorijo naravne skladnje. Optimistično se je spopadal s problemom in dosegel, kar je želel doseči. Teorija še vedno obstaja v vsej svoji veličini. Osebe, rojene z znamenjem strelca, so vedraga značaja in z nasmehom na obrazu. O tem se lahko prepričamo, če si pogledamo nekaj njegovih fotografij. Strelci se skozi življenje prebijajo v šalo in iskrivim humorjem. O tem ni niti kanček dvoma. Kot dokaz lahko navedemo enega izmed številnih vicev, s katerimi je profesor popestril svoja predavanja. Einstein umre in pride pred nebeška vrata. Pa mu reče sveti Peter, veliko ljudi se hoče tihotapiti v nebesa, da torej dokaže, da si res Einstein. Einstein zaprosi za tablo in košček krede in tako v minuti popiše celo tablo z enačbami z relativnostne teorije. Sveti Peter reče, vidim, da si res Einstein, kar naprej. Na to umre Picasso, ki pride pred nebeška vrata. Sveti Peter mu reče, veliko ljudi se hoče pretihotapiti v nebesa, da torej dokaži, da si res Picasso.
Picasso v nekaj minutah naslika prečudovito umetnino in sveti Peter reče: vidim, da si res Picasso, kar naprej. Na to umre Bush, ki prav tako pride pred nebeška vrata. Sveti Peter se popraska po glavi in mu reče: ravno kar sta skozi vrata stopila Einstein in Picasso in sta se oba uspela predstaviti. Kako lahko ti dokažeš, da si res Bush? Bush začudeno pogleda in reče: to sta Einstein in Picasso. Sveti Peter zavije z očmi in reče: ah, George, kar naprej. V družbi strelca nam ne mora biti dolgčas. Svojo dobrodušnostjo pozitivno vplivajo na vse prisotne in večkrat držijo po konci celo družbo. Tudi to ni za lase privlečeno. Da bi to dokazali, bi s profesorjevim dovoljenjem povedali njegovo prigodo o izgubljeni torbi. Smemo? Profesor se je udeležil nekega znanstvenega srečanja, kjer je imel predavanje. Zjutraj, ko se je zbudil, je začel pogrešati svojo torbo, v katerem je med drugim imel tudi zapiske svojih predavanj. Začelo se je mrzlično iskanje po sobi in lokalu, v katerem so prejšnji večer lumpali. A zaman, torba je izginila. Tako se je na svoje obveznosti podal brez torbe in seveda brez svojega prispevka. Vsi so bili zaskrbljeni zaradi neljubega dogodka, a ob vrnitvi v hotel ga je torba čakala sredi sobe. Ali so bili na delu tatovi, morda duhovi? Na delu je bila sobarica, ki je njegovo torbo našla pod profesorjevim zglavnikom. Kako se je znašla na tako nepredvidljivem mestu? Ker je profesorja prejšnjo noč mučil glavobol, si je z njo podložil zglavnik. Zdaj pa nas bo Tina popeljala v svet glasbe in nam zaigrala prvi stavek sonate Kristjana Emanuela Bacha.
povedali, kaj je tisto, kar nam bo zavedno ostalo v spominu iz njegovih predavanj, smo enoglasno skliknili, njegovi zgledi. Da pojasnimo. Vsako predavanje se začne z uvodnimi opombami, v okviru katerih nas profesor tu in tam povpraša za naše mnenje glede nekaterih primerov. Gre za primere, ki se tičejo problematike, ki bodisi še ni razložena, bodisi kažejo na to, da je za nekatere govorce bolj sprejemljivo nekaj, kar drugi občutijo kot nesprejemljivo. Zdaj bi moral nekdo prebrati, ker se ne vidi. Ti veš, mi pa vidimo. Zgledi so se tekom let preimenovali v razglede. Razlog za to je povsem enostaven. Razširili so nam obzorja in nas naučili razmišljati, kot najbrž razmišlja vsak jezikoslovec. S pomočjo teh zgledov smo namreč postali pozorni na vsako besedo našega sogovornika. Posledice tega so seveda jasne. Velikokrat preslišimo, kaj nam je sogovornik želel povedati. A na to nas je že na začetku študija opozoril profesor, ko na simpatičen zgledu pokazal, kako takšna poklicna deformacija deluje na prepirih ženu. Profesor tako ni komentiral vsebine prepira, pač pa je vprašal, kako si ti ste rekla? S tem je seveda prilil olje na ogenj. Tak način razmišljanja pa ne vpliva le na potek pogovorov z ženo, pač pa lahko do podobne situacije pride tudi v frizerskem salonu. Tako je, na primer, profesorja presenetilo, ko je frizerka uporabila prihodnik v vprašanju, ali bo voda prevroča, a ker je profesor mehkega srca ni drezal vanjo, da je ne bi spravil za dregom, tako, da se pripoved žal tu zaključi. Naučil pa nas je tudi, kako lahko jezikoslovec tako sposobnost uporabi v sebi pri, ko želi priti do želenega gradiva. Pa poglejmo, kako prebrisano je izvedel, ali ljudje uporabljajo rodilnik ali tožilnik pri delniške sklanjatve. Katero nadstropje želite? Ta drugega, z prvega.
Bom jaz, v katero nadstropje želite? Četrto. Pa vi? Patara. Tretje nadstropje. Četrto nadstropje. Nasvidenje. Svidenje. Peto nadstropje. Svidenje. Svidenje. V družbi jezikoslovca je torej nujno biti previden, saj se za njegovo uslužnostjo lahko skriva tudi kak nepredvidljiv namen. Že prej je bilo med vrsticami omenjeno, da se je profesor pred časom ukvarjal s skandinavistiko. Bolj podrobno pa nam bo v njegovem delu na tem področju v vinslaviščini spregovorila Nina. Virtuelle Professor Orešnik. Werk die Tiskumfreidung und auch es zwei Varda skandinavisk maul, vil je hrajda tat tunkumaul sem tuhe formestu mit med. Ransoknir tinar hava kefit markar nidustöder sem nu til tags omatan lekar fyrir freisteinen. Au noch kursvapa hægt at seja at tu sjert helst i islensku freidingur sem ketur. Íslenska tungumál Hínafáu, menningarlega það sann mikilvægt og málvísindalega mjög áhugavert. Á meðan flestir íslensku fræðingar fást við bókmenntir eða forníslensku, hefur þú einbeitt þér að nútímaþróun málsins. Árið 1965 varður þú doktorsritgerð sem ber heitið Menjava sprege v zgodovini islandskega glagola. I framhaldi stundadir tu rannsóknir við Háskólan í Kaupmannahöfn, Háskólan í Zagreb, Háskóla Íslands og Háskólan í Harvard. Af fleiri en 30 útgáfum í helstu vísindaritum heimsins meira að segja ein á íslenski, stiftan podhátt í íslensku. Árið 1985 fékk Skjúfsklada Borisa Kidriča verðlaunin fyrir bókina Studies in the Phonology and Morphology of Modern Icelandic. Þar settir þú fram nokkrar hljóðfræði og byggingarfræðireglur sem höfðu mikil áhrif. Þú hefur flutt fyrirlestra í háskólum, vítt og breytt heiminn og eins og þú hefur sjálfur bent á. Hefur þú hvergi fundið fyrir eins miklum skilningi og í Skandinavíu. Svo átti þú ríkan þátt í stofnun Slovensku málvísindasöfnunarinnar en hugmyndina á bakvið hana sóttir þú til skandinaviskrar fyrirmyndar. Við erum hér ævinlega þakklát fyrir framlagt þitt til þýskra fræða sem þú hefur átt þátt í að þróa hér heima og á heimsvísu. Einna helst erum við hér þakklát fyrir kennsluefnið sem eftir þið líkur og þeim brennandi áhuga á málvísindum sem stafar frá þér og hefur smittað okkur öll. Hafðu heyra þakkir fyrir. Če smo prej za nekaj minut odjadrali v svet glasbe, naj se zdaj podamo še v svet plesa. Zaplesal nam bo Luka.
prisluhnimo še vtisom študentom, ki smo z veseljem prisluhnili njegovim predavanjem. Na oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje sem prišla s popotnico, ki mi jo je dala profesorica slovenščine. Ta se je glasila nekako takole. Nikar ne izpusti iz rok čudovite priložnosti, ki ti jo ponuja ta oddelek. Poslušati predavanja profesor Orešnika. Tega sem se držala, a v predavalnico 6 me je v petek zjutraj vodila želja po uštevanju profesoričenega navodila le prvič. Že drugič me je namreč gnala želja po poslušanju novih zgledov, novih pripovedi o znanih jezikoslovcih in novih profesorjevih zabavnih anekdotah. Tekom let je tako v mojem slovarju petek postal skorajda sinonim za njegova predavanja. Nisem vedela, kakšen je profesor Orešnik, kaj dela in kaj predava, temveč sem ga iz jezikoslovne radovednosti prišla poslušati. Takoj mi je bilo jasno, da sem se obrnila na pravega človeka. Jezikoslovje je postalo bolj in bolj zanimivo, odkrivali smo nam nova področja in polemizirali. Praktično ni bilo stvari, ki bi je profesor ne poznal. Na vsako, še tako naivno in ali nenavadno vprašanje, sem dobila pameten odgovor. In vsako uro posebej nas je narezal z zavzetostjo nad poučevanjem jezikov in dobro voljo. Glede predavanj profesor Orešnika lahko rečem, da razlaga zelo razumljivo, vsaka njegova razlaga pa je podprta s primeri. Ker so njegove izkušnje neprecenljive, njegovo znanje pa vredno občudovanja, ga je še toliko bolj zanimivo poslušati. Profesor Orešnik je profesor, ki na tablo zapisuje snov z lepo pisano pisavo na način, kot bi pisal v zvezek. In verjetno je edini profesor, ki svoje študente pričaka v predavalnici in ne obratno. Prva slika, ki se mi ustvari ob misli na profesor Orešnika, je gospod, ki se v pričakovanju svojih študentov sprehaja po hodniku vsem ter tja, njegov pogled pa je tako topel, da točno veš, da se na njegovi uri več kot dobrodošel. Nikoli ne bom pozabila dogodka, ko je profesor z besedami, zdaj bom pa začel plesati striptiz, dal vedeti, da se bo slekel plašč, ker mu je vroče. Ali ne veš, katero besedo so uporabljali v pomenu skromen, preden je bila ta beseda prevzeta v slovenščino? Ali se ti je morda zalomilo pri iskanju slovenskega izraza za analogijo? Ali prvič slišiš za jezik amvi? Nič ne ve. Pojdi do profesora Orešnika in vse zagate bodo v hipu rešene. Rada grem na njegova predavanja, saj vem, da bom domov prišla bogatejša za številne nove informacije in da bom svoje kolege lahko popraševala o njihovih mnenjih glede zgledov, ki nam jih profesor večkrat poda na svojih urah. Res je, da so take priložnosti idealne za kičaste govore, v kateri se skuša prikazati le najlepše stvari. A ti vtisi nikakor niso primer takega govora. Ti vtisi prikazujejo dejansko stanje. Profesor Orešnik je namreč naš dragi Ata v copati. Eden izmed številnih profesorjevih prispevkov znanosti je že prej omenjena naravna skladnja. Gre za deduktivno teorijo, ki temelji na predpostavki, da so vsi jezikovni pojavi za človeške možgane lažji ali težji. Ravno tako, kot so druge človekove dejavnosti za možgane bodisi lažje, bodisi težje. Na primer, hoja naprej je za možgane lažja kot hoja nazaj.
Na ta način se torej dajo razporediti vsi jezikovni pojavi, ki tako dobijo svoje mesto v lestvicah naravnosti. Še preden postane jasno, zakaj je danes malo razumevanja naravne skladnje nujno, je prišel čas, da povemo nekaj o profesorjevem rojstnem datumu. Na vse zadnje smo se med drugim zbrali tudi, da proslavimo njegov praznik. Velikokrat smo že povedali, da je profesor nekaj posebnega. Zatorej ni nič čudnega, če je poseben tudi njegov rojstni datum. Če tudi v njegovem življenjepisu preberemo, da se je rodil 12.12.1935, nam je izdal, da je to le uradni datum njegovega rojstva. Resnica je bolj dramatična. Luč sveta je namreč vzrl na petek 13. Lahko trdijo, da petek 13. prinaša nesrečo. Lahko naštevajo vse nezgode, ki so se pripetile na ta dan in lahko nas prepričujemo, da na ta dan ostajamo doma. Mi smo neizmerno srečni, da je prišel tisti petek 13., ko je svet postal bogatejši za pomembnega jezikoslovca in prisrčnega človeka, ki se je zasidral v naše srca. Dragi profesor, vse najboljše. kaj se ob taki priložnosti spodobi. Ta izpeljava bo sicer z področja teorije zaznamovanosti, ki pa je imela pomembno vlogo pri oblikovanju naravne skladnje. Nahajamo se v okviru rojstnega dne. Zdaj bomo najprej pogledali domneve. Prva lestvica se glasi, da je nedarilo manj naravno kot darilo. Druga lestvica se glasi, da je nemarkirano bolj naravno od markiranega. Sledi povezovanje. Izpeljava se giblja v nenaravnem okolju, saj velja lestvica, ki je napisana, da je običajen dan bolj naraven od rojstnega dne. Ker je rojstni dan na mestu B lestvice, bomo uporabili križno povezovanje, ki se uporabi, kadar se nahajamo v nenaravnem okolju. Sledijo napovedi. Če ločimo med obdarovanjem in neobdarovanjem, tako da je eno markirano, drugo pa ne, potem teži, da je neobdarovanje ob rojstnem dnevu markirano, obdarovanje pa ne markirano. Zatorej sledi obdarovanje slavljenca. Zdaj torej na oder vabimo profesorico doktorico Varjo Cvetko Orešnik in docentko doktorico Sonjo Novak-Lukanovič, da izdata presenečenje, ki ste ga skrivali tudi pred nami. Profesor Orešnik, ali se nam lahko pridružite? Zelo rad. Mi iskreno vam čestitamo ob vašem rojstnem dnevu in v imenu vseh tukaj kolegov, kolegic, ki vas imamo radi, vam podarjamo tole darilo, v katerem so stvari, ki jih imate vi rad. Ampak želela bi, da odprete in pokažete in nam potrdite, ali jih imate res rad. Zdaj se pogledati, če je dosti tega noter, ali kaj smo naredili. In ne bodo kamer. Ali pa je. To se bo zapotavajo, ja. Unikom. Grenčica. Ne bomo dovolj kupili. Če smo dovolj kupili. Ker se dobi samo na Mađarskem. Smo imeli velike težave, da smo nabavili, ne? Še dobro, da smo v Evropi. Dovolj? Ja, da ne bo še ne bi.
To je pa tisto drugo, kar ima profesor rad. No, se sem rekla. Skladnja. Ne boste ga vzeli. Lahko kare kadri, ki ne bo zdaj bral. Ampak se tudi to ne vrče dobro, ne? Pas pa ga. Tako vidi, da se. Najlepša hvala obema. Sedaj se pa še enkrat prepustimo Tininemu igranju. Zaigrala nam bo arijo iz opere Don Giovanni. kako sem jaz doživel tiste 3 nagrade, ki sem jih dobil. Ne boste verjeli, vse te 3 nagrade sem dobil po pomoti. Bom začel z akademijo. Ko so razpravljali leta 87 o tem, koga bi izvolili za novega člana akademije v 2. razredu akademije, kamor jaz strokovno sodim, je eden od članov bil proti temu, da bi izvolili nekega X človeka. In da bi tistega človeka ne izvolili, se je spomnil name in rekel, jaz pa predlagam tega kandidata. Potem, ko je šlo za zlati znak Republike Slovenije, na Filozofski fakulteti so me predlagali, da bi dobil plaketo Univerze v Ljubljani. Pri tem so pa pozabili, da sem jaz član komisije
za podeljevanje teh plaket in je rektor zahteval, da jaz ne smem dobiti te plakete, ker sem član komisije. In jaz sem se res že vnaprej odpovedal tej plaketi. Dekana je bilo pa nekako sram, da se je to tako sfižilo in me je zato predlagal za državno odlikovanje. Ko je bila Zoisova nagrada, je prvi, ki me je srečal po podelitvi nagrad in mi čestital, rekel, nagrado ste dobili zato, ker je naš kandidat za nagrado med postopkom umrl. Dragi profesor, za nagrado, ki jo boste pravkar prejeli, ne boste mogli najti nobenega izgovora, da ste jo dobili po pomoti. Gašper nam bo namreč prebral svojo utemeljitev, zakaj si priznanje za izjemno pedagoško delo več kot zaslužite. Nekoč sem šel s prijateljem, študentom strojništva, po hodniku filozofske fakultete, mimo predavalnice številka 6. Tam sta srečala našega profesorja Lešnika, ki naju je vljudno pozdravil in se pri tem malce priklonil. Čez nekaj časa me je prijatelj vprašal, kdo je bil gospod s hodnika, in odgovoril sem mu, naš profesor, akademik Slovenske in Evropske akademije znanosti in umetnosti, eden največjih slovenskih jezikoslovcev, profesor Olešnik. Potem mi je prijatelj odvrnil, da bi se jaz profesorju moral prekloniti in to globoko do tal, ne obratno. To je rekel, ker ni poznal našega profesorja. Ta dogodek je namreč najboljša ilustracija njegovega odnosa do študentov. Profesor, ki se je izobraževal na Harvardu, v Kopenhagnu, Zagrebu, v Reykjaviku, ki je objavil nekatera najpomembnejša dela o modernem islandskem jeziku, ki je ustanovil slovensko šolo naravne skladnje, je do študentov najprijaznejši človek na svetu. S prijaznostjo in toplino so obarvana tudi njegova predavanja. Čeprav svoje ogromno znanje podaja zelo natančno in temeljito, se vedno najde čas za šalo, za vice, za anekdoto o legendarnih jezikoslovcih Jakobsonu, Chomskyju in drugih. Profesorju smo hvaležni, ker študente vodi od samega uvoda v jezikoslovje do najzahtevnejših in najaktualnejših problemov naše znanosti, pri tem pa s svojimi izkušnjami neprecenljivo obogati predavanja. Svojo predanost jezikoslovju je prenesel na marsikaterega študenta in pod njegovim mentorstvom so se karili številni slovenski jezikoslovci. Ker je profesor cenjen tudi v tuji jezikoslovni javnosti, svojim študentom odpira številne možnosti študija po vsem svetu. Najbolj pa smo profesorju hvaležni za toplino in prijaznost pri njegovem pedagoškem delu. Zato, da se posveti vsakemu študentu. Se zanima za njegove težave in vprašanja, vsakega posebej spodbuja, mu omogoča kar najboljše študijske možnosti, ga oblikuje v jezikoslovca in mu želi samo najboljše. Pri tem pa je poln spodbudnih besed, dobre volje in zaupanja. Dragi profesor Olešnik, v imenu vseh vaših študentov se vam zahvaljujem, ker ste najboljši profesor na svetu. Zato vam študentski svet Filozofske fakultete podeljuje priznanje za nadpovprečno uspešno pedagoško delo.
Ja, zdaj ne vem, koga naj nagovorim, tebe, Janez, a te tvoje študente. Se mi zdi, da jim moram kar povedati, dobro poslušajte, česa se boste pa po desetletjih še spomnili. Ne? In prav imate skoraj podobnih ali pa čist istih stvari, kot ste jih vi našteli. Se upravičujem, malo me ganjenost daje, pa trema, te se ne boste zgubili pred njim, nikakor ne. Ja, v imenu tistih učencev z dolgim stažem se danes oglašam. Tistih, ki si nam pred dolgimi desetletji predaval, takrat še v prepolni predavalnici številka 15, kar današa. Tistih, ki si nas popeljal preko diplom in magistrskih del do doktoratov, pa nam potem utiral pot tudi k objavam. Predvsem pa tistih, ki si nam bil vse skozi učitelj v pravem pomenu besede. Skoraj ljubša mi je ta beseda, kadar pomislim nate kot profesor, učitelj. No, česa nas je naučil? Česa si nas učil v tisti predavalnici? Česa se spomnim najbolj? Ja, najprej tega, da smo bili tudi, kot že takrat, kot popolnoma zeleni bruci, vredni spoštljivega nagovarjanja s kolegi in kolegice. Da je na vsako vprašanje, ki nam ga utegne zastaviti učenec, potrebno odgovoriti. Prav citiram te tole, se spomnim, kako si nam rekel, zlasti na tista vprašanja je treba biti pozoren, ki se začnejo z zakaj. Če ne boste svojim bodočim učencem, ker smo bili vsi pedagoški takrat, ne, odgovorili na tako vprašanje, obstaja nevarnost, da ga ta učenec ne bo nikoli več zastavil. In to bi bila grozna škoda. Poglejte, po kolikih desetletjih mi to še ostalo. Da ni sramotno odgovoriti na vprašanje, danes pa tega ne vem. In s pravim odgovorom, s temeljitim odgovorom, postreči na naslednji uri ali pa naslednji teden. Da ni čisto nič hudega, če se na vprašanje kolegica v zeleni jopici, zraven kolegice v rumeni jopici, ali znate staro frizijsko, ta deklica oziroma ta kolegica malo skrije, bo že prišel kakšen Luka, ki bo rekel, ja, jaz pa znam staro friziščino. Ne. Imela sem srečo, da sem bila med prvimi, ki si nam utiral pot v znanost. Še pred bolonjsko doktorsko šolo smo izkusili, kaj pomeni imeti dobro zastavljen individualni študijski program. Kaj pomeni imeti doktorski seminar, čeprav mu nismo tako rekli. Kaj pomeni imeti mentorja, pri katerem ne magistrski, ne doktorski študij ne more trajati večno. Zato, ker te je sram, če vsak mesec ne prineseš novega prispevka. Mene je že bilo, če ga nisem. Zato, ker je potem vsak mesec prišel tudi feedback nazaj, popravljeno, prebrano do zadnje vejice, do zadnje pike, do zadnjega j-ja, ki je manjkal ali pa bil odveč. Tisto, kar je pa še dosti bolj dragoceno, je bil pa zgled. Naprimer, smelost pri zastavljanju vprašanj in iskanju novih znanstvenih teorij. Recimo o navidezno nelogičnih in slučajnostnih pojavih v jeziku. Če se to ne sklada čisto s tem, kar je v sodobnem jezikoslovju modno ta trenutek, nič hudega, bomo pa to poimenovali slovenska šola. Ja, naravne skladne, seveda. Ampak to je samo prvi korak, ta smelost. Drugi korak, še bolj pomemben od tega, je potem pošteno in neselektivno preveriti empirična dejstva. Po zgledu naravoslovja, skoraj tako kot v laboratoriju, verodostojnost empiričnih dejstev ima vedno prednost. Teoretične predpostavke in domneve je potrebno spreminjati in jih dopolnjevati v skladu s temi dejstvi, ki smo jih odkrili. In ne, kot je mnogokrat praksa, dejstva ukrivljati in izbirati, da bi samoljubno lahko dokazovali pravilnost svojega genialnega prebliska. Tega si nas naučil. Pogled na tvoj delovni opus, si se človek kar zgrozi, če pogleda v pobis, 284 je enot zapisanih, tistih, ki so zapisane. To je dokaz, da ti ni bilo nikoli žal časa vedno znova preizkušati svoje domneve.
In s prispevkom za prispevkom graditi mozaik do neke slike, ki veš, da nam je še precej daleč in odmaknjena. Vsega tega, kar vemo in česar še ne vemo v jeziku. Učitelj postavlja standard, ki naj bi mu učenci sledili in ga poskušali doseči. No, nekateri gotovo ne bomo, ne. Saj zase lahko rečem, da moja tabla ne bo nikoli tako urejena kot tvoja. Da moj kubis ne bo tako dolg kot tvoj, nikoli v življenju. Ampak če bi morala izbrati pa eno stvar, kjer pa upam in ne želim odnehati pri sledenju tvojemu zgledu, je pa to tisti, ki ga najlažje povzamem, tako da malo parafraziram eno biblično zapoved. Učitelj pazi na svoje učence, da jim srca ne uplahnejo. No, meni niso, nam niso, temle tule pa očitno tudi ne. Po tvoji zaslugi. Hvala. Posebno priložnost nam bo s pomočjo podobne izpeljave, kot je bila prejšnja, Polona pokazala, kaj se v taki priložnosti spodobi. Najprej bomo kot ponavadi pogledali domneve. Profesora, vidite? To pridite, se bomo skupaj speljali. Najprej bomo zastavili domneve. Prva lestvica se glasi, da je običajen dan bolj naraven kot posebna priložnost. Druga lestvica pa se glasi, da je nepogostitev bolj naravna od pogostitve. Sedaj sledi povezovanje. Izpeljava se giblje v nenaravnem okolju, ki je v tem primeru posebna priložnost, zato uporabimo defaultno povezovanje, to je vzporedno povezovanje. Sledijo napovedi. Če ločimo med običajnim dnevom in posebno priložnostjo, tako da je v enem primeru pogostitev primerna, v drugem pa ne, potem teži, da bi na običajen dan pogostitev bila neprimerna, ob posebni priložnosti pa bi pogostitev bila primerna. Zatorej vas vse prav lepo vabimo na pogostitev. Ne morem reči samo, da sem presrečen, da sem presenečen, ampak moram reči, da sem pretresen. Do dna duše sem pretresen. Ne vem, komu vse se moram za to prireditev zahvaliti. Nekateri so nastopali tu pred nami, Tina, Nika, Nina, Polona, Gašper, Luka, Jasmina, nekateri pa Varja, Sonja, nekateri pa niso nastopali, ampak so vendarle verjetno prispevali zelo veliko v ozadju. Vsem najlepša hvala. Sploh ne vem, kako bi se vam zahvalil. Posebej sem hvaležen za priznanje, za pedagoško priznanje, ki sem ga prejel iz rok Gašperja. In v svojem pedagoškem delu, ki je bilo danes tolikokrat omenjeno in v tako dobrih povezavah, tako ugodnih zame,
bi rad povedal nekaj več. S pedagoškim delom sem se začel ukvarjati, že ko sem bil star 15 let. Takrat sem inštruiral mlajše dijake. Med študijem na univerzi sem 1 ali 2 leti učil na Bežigrajski gimnaziji in 1 ali 2 leti na Viški gimnaziji. Potem je prišla fakulteta, kjer sem poučeval staro islandščino. Tukaj je simbolika. Islandščina se je pri meni pojavila na začetku in se je pojavila tudi na koncu. In danščino sem poučeval. Hkrati pa sem imel večerne tečaje angleščine, nekatere zelo dolgo časa, recimo na zdravstvenem domu Vič celo 8 let. Tako sem se precej usposobil v pedagoškem delu. Naslednji dogodek, ki je bil pomemben za ta vidik, je pa bilo moje bivanje v Harvardu, na Harvardu. Takrat sem bil podoktorski študent, brez vseh obveznosti in moj namen je bil obiskovati vsa predavanja, ki bi jih mogel obiskovati. Toda sledilo je veliko razočaranje. Medtem ko so učitelji vsi po vrsti bili mednarodno in svetovno znani znanstveniki, jim je bilo pedagoško delo odveč. Tako da sem jaz nehal obiskovati predavanja celo pri svojem mentorju in sem celo leto obiskoval samo predavanja Chomskega na bližnjem MIT-ju. Tudi tam nisem kaj bistvenega razumel, ker je Chomsky govoril o prav najnovejših stvarih. Zabil sem se v knjižnico, napisal neko študijo o islamskem oblikoslovju, bila je takoj objavljena na Švedskem in Univerza v Ljubljani mi je priznala iz tega habilitacijo za docenta. Mentor mi ni zameril, ostala sva v stiku, prišel me je malo pred smrtjo svojo ženo obiskat v Slovenijo in smo nekaj dni preživeli v dolini Kamniške Bistrice. Zame je bil ta nauk tak, da moram posvečati pedagoškemu delu veliko pozornost. Da ne smem biti tak, kot ti profesori na Harvardu. Druga stvar, ki je vplivala, so bili moji glavoboli. Ti so trajali 4 desetletja vsak drug dan, nekako od 5 do 10 zvečer, razen če mi je uspelo jih ustaviti z zdravili. Posledica je bila, da sem si moral vsa predavanja zelo natančno zapisati, zato da sem lahko predaval tudi takrat, kadar so bile bolečine malo močnejše. Zaradi glavobola ni odpadlo nobeno moje predavanje. Iz istega razloga sem vedno bral predavanje v lingvističnem krožku, kajti zvečer so bile ponavadi bolečine najhujše in to počnem še danes. Berem vsa svoja predavanja v lingvističnem krožku. To, da sem si moral vse zapisati, kar sem potem morda ustno povedal,
je pomenilo, da se mora vsako stvar zelo, zelo dobro premisliti. Po odzivih slušateljev sem videl to, kar se je pokazalo tudi danes, da so mi hvaležni za ta način dela in zame je to bila velikanska spodbuda. Pedagoško delo je nekaj, kar jaz ne bi želel opustiti z upokojitvijo. Jaz bi rad nadaljeval. O študentih imam pa jaz naslednje mnenje. Vsi slušatelji tega sveta so po mojem mnenju najboljši del človeštva. Hvala lepa.